Živijo, tukaj je Valentin, ura je pol 8. Danes bom pa govoril o osebnih izkušnjah in kako nas lahko obsedajo in zaslepijo. Med pogovorom na družabnem srečanju pred 2 dnevoma, ko je neka oseba zelo intenzivno govorila o določenih življenjskih izkušnjah, je svojim gorečim govorom in nenavadnimi doživetji pritegnila veliko pozornosti in potem so ji vsi drugi prisotni z velikim interesom prisluhnili. Skratka, ena oseba je praktično za celoten družabni dogodek vzela vso pozornost in ne samo z pripovedovanjem, ampak tudi z igranjem na flavto, na orglice in tako naprej. Po eni strani bi vsak lahko rekel super, takega človeka si vsi želimo, da popestri družabni dogodek, da ni tako monotono, da je pestro. Radi poslušamo zanimive zgodbice, še posebej iz duhovnega sveta, razne izkušnje, ki so kot neke vrste čudeži, kjer se stvari manifestirajo, kjer pride do materializacij, do določenih energetskih vtisov, izkušenj, kjer so vpletena določena bitja, kot so vodniki, mojstri, angeli in tako naprej. Vse se sliši zelo fantastično, zelo mistično in to pač človeka pritegne. No, zdaj pa glede teh osebnih izkušenj je tako, da osebna izkušnja nas lahko zaslepi in razdvoji in nas fokusira na stvari, ki niso pomembne za praktično življenje v tem svetu. Ker prvič, vsaka izkušnja je kratkotrajna. Pač nekaj doživiš in potem ta izkušnja mine in življenje gre naprej. Prvi problem je torej, da se vežemo na nek dogodek iz preteklosti, na neko osebno izkušnjo, recimo, ko smo mi sami doživeli. Večinoma so to primeri, ko neka oseba opravlja neko duhovno prakso, recimo meditira in potem v tej meditaciji nekaj doživi. Recimo, da doživi nek občutek notranjega miru, ljubezni, zavedanja, kako vse skupaj deluje, ampak ta občutek, to doživetje potem hitro mine, pač ko človek slej ko prej pride ven iz meditacije in potem si zopet tukaj v tej fizični realnosti. In tukaj je v primerjavi z tistim doživljanjem v našem umu oziroma v naši domišljiji skozi meditacijo, je doživljanje bistveno bolj bedno. Pač tukaj nimaš nekih energetskih občutkov, so problemi, so vojne, so lakote, je nasilje, stvari se ne dogajajo tako hitro, potreben je dolg čas, dolgo časa traja, da se nekaj zmanifestira, da se premakne fizična realnost in to seveda pač ljudem ni všeč. In všeč ta izkušnja v umu, ki jo doživijo, ko se stvari hitro manifestirajo, ki so pestre, burne, polne občutkov, polne nekih pisanih barv. Ampak to je vse tisto, kar se dogaja v našem umu. In um je princip ločenosti od realnosti, omogoča nam sicer neko virtualno resničnost, ampak če se mi zdaj navežemo na naše izkušnje, na naše doživetje v našem umu, potem nismo več pozorni na ta fizični svet, nismo več pozorni na realnost, na univerzalno fizično realnost v tem trenutku. In potem si stalno samo še želimo doživljati podobne, burne, čudovite izkušnje in zaradi tega potem seveda ljudje še naprej hočejo meditirati,
jemljejo razne droge, da bi doživljali še in še mogoče stvari. In posledično, kaj se zgodi s tako osebo, izgubi zmožnost nekega funkcioniranja v tem fizičnem svetu, izgubi prihodke, izgubi prijatelje, uničuje si svoje fizično telo in potem je konec s tako osebo. Po drugi strani pa so tudi razne duhovne manifestacije, duhovne izkušnje, še posebej čudeži v obliki materializacije, so bile namenoma proizvedene zato, da se ljudem odvrne pozornost od bistvenih stvari, od temu, da bi prišli do realizacije, da bi prišli do zavedanja, kako vse skupaj deluje. In prav s tem namenom so bili iz strani duhovne hierarhije na ta svet postavljeni guruji, modreci, mediji, vrači, vedeževalci in tako naprej. Zato, da pač si šel tja in potem ti on nekaj povedal in potem si bil ves začaran, ves navdušen nad to razlago in nad tistim doživetjem. In v čem je finta, v čem je zdaj problema takih doživetij? Problem je v tem, ker, ali pa recimo še en primer, to, ko se zaljubimo v neko osebo, ko neko osebo vidimo in potem nas spet prežamejo neki občutki in potem se fokusiramo samo na to osebo in ves ostali svet za nas postane nepomemben. Pomembna nam je samo tista oseba, v katero smo zaljubljeni. Torej vse te izkušnje so kratkotrajne izkušnje, ki so vezane na nek dogodek, na neko osebo, na nek predmet, na nek čas in prostor in nas potem obsedajo in nas začnejo držati stran od tega, da bi se zanimali za ostali svet. In v tem je problem naše družbe, v tem je problem našega sveta, zato se dopuščajo problemi, trpljenje, lakote, pomanjkanje, vojne, ker ljudi ne zanima celotna realnost, ampak jih zanima samo lastna izkušnja, lastno omejeno življenje, svojo lastno doživljanje, svoje lastne bližnje okolice, lastne družine, doživljanje z lastnim partnerjem, doživljanje v lastnem umu, v lastni meditaciji in na ta način postanemo skrajno egoistični in naprej še dopuščamo probleme na tem svetu. Zato torej predlagam vsakega, naj vas ne zavedajo izkušnje, lastne izkušnje iz preteklosti, lastni občutki, čustva, videnja, vizije, karkoli, ali pa naj vas ne zavedajo ljudje, ki zelo spretno obračajo jezik, ki imajo veliko zapovedati o tem, kaj so oni doživeli, kaj so drugi doživeli, ampak da smo vsi pozorni v prvi vrsti na naše lastno dihanje, vdih, izdih, da se zavedanjem vrnemo nazaj v to fizično realnost, da si stalno pozorna na svoje lastno dihanje, da s tem dihanjem vsako energetsko reakcijo sprostiš in da se potem vsi brigamo, da se vsi zanimamo za celotno realnost, da nam je v interesu počutje, stanje v fizičnih telesih vseh živih bitij, vseh ras, živali in rastlin na tem planetu. In samo na ta način, ko se bomo vsi brigali za vse, takrat bomo lahko ta svet uredili, odstranili vse nezaželene stvari in ustvarjali praktični raj na zemlji. Toliko v razmislek, še par povezav zanimivih bom navedel pod tem videom, tako da vabljeni, da si pogledate in se vidimo do naslednjič. Čau!